Ljubezen, saj to si življenje ti, ljubezen v nas vseh živi. Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, naj te besede veljajo pozdrav današnjemu družabnemu, literarnemu in domoznanskemu večeru v knjižnici Brežice. Veselje mi je, da gostimo dve mešanki, ženski, s katerimi snujemo in uresničujemo mnoge poti. To sta Irena Majce in Reza Toporišič, ki pravimo kar teta Reza. Dragi dami, dobrodošli. Naše znanstvo šteje mnogo pomladi. Od decembra 2014 pa nas v osnovi povezuje jezik. Na brodarskem večeru na Mostecu smo se takrat poklonili spominu in delu preminulega akademika profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Domača civilna pobuda v njegov spomin z nadvse aktivnim delovanjem naših današnjih gosti je takrat pripravila predloge, ki so bili podlaga za Toporišičevo leto. To nas je v Brežicah in širše uradno povezovalo med 11. oktobrom 2015 in 11. oktobrom 2016. V tem času se je zvrstilo 40 dogodkov, mnogi med njimi prav na Toporišičevi domačini na Mostecu. Čez 5 dni na Jožefovo bomo obeležili 3. obletnico postavitve tamkajšnje spominske plošče. Ljubezen do jezika pa od lanske pomladi skrbno negujemo z gibanjem in spoštujemo svoj jezik. To je nadaljevanje nadvse uspešnega Toporišičevega leta. Osnovna misel gibanja je dovolj povedna že sama zase. Spoštujemo vsak svoj jezik, zato torej vse jezike. Današnji dogodek je rezultat te skupne zgodbe. Pripravili smo ga v mesecu, ko obeležujemo Svetovni dan poezije. Opisani, govorjeni in peti tovrstni besedi bo gostja večera, tudi ljudska pesnica, spregovorilo v pogovoru z Ireno Majce. Leta 2006, ob izidu pesniške zbirke Zvezde se utrne, nam je Reza Toporišič v knjigo zapisala posvetilo. V njem pravi, da jo bo vsak, ki bo knjižico prebral, spoznal. V prihodnji uri pa jo bomo mi spoznavali skupaj. Izvolite. Hvala. Hvala za tako lepo napoved, lepo bod. Jaz pa pravim takole, dobro večer življenje, dobro večer pesem, dobro večer teta Reza, dobro večer. Kot je rekla direktorica, beseda dama ali pa gospa, v primeru naše današnje sogovornice, prav posebno žlahten pomen, pravzaprav, ne. Rekli, morali bi reči gospa, morali bi vam reči gospa, prej vstin je reči teta. Ampak povedala, zakaj tako mislim. Teta Reza je bila na Triglavu, obiskala je, ne slišite? Razločno govorila. Bili ste v Triglavu, obiskali ste opero, gledališče, na izust znate številne pesmi slovenskih pesnikov, strašno radi berete, vedno ko pridem k vam domov, ste pri branju, potem, kaj bi še rekla, močni ste, pogumni, vedno ste veliko in trdo delali in rekla bom še, za konec, obsijani ste življenje, zato ste gospa. Moram povedati tudi, da ste bila na Triglavi in na Črni vrsti, na Komnim in v Kamniških planinah, tako da ste vdeveli še, da nisem kar tako. Tako lahko ji ne bi rekli gospa že zaradi vsega tega, kar sledi. Ampak na njeno res skromno željo mi pravimo teta Reza in tako bo tudi nocoj. Teta Reza, dajva kar začeti, da bodo predolgo čakali, pa mogoče s tisto meni najljubšo vašo, kaj je ljubezen. Ljubezen je stvarstvo, ki nas obkroža. Je materina roka, ko nas boža. Ljubezen je, ko dekle se fantu smeji, ko očka mamico zaroga.
drži. Ljubezen je cvetočih jablan, vono obojen, na oknih, rdeči, pisani rož cvetovi, zeleni travniki gozdovi. Na polju, ko glasje zovi, tudi trd, ki ga vidi. Ljubezen je v gorah, v rekah, potokih, v nas vseh živi. Ljubezen, saj to si življenje. Pa bi kdo rekel, da cvetočih jablan, vono bojen ljubezni. Jaz mislim, da je. Če morjaš tistvon, pa če pogledaš cvetje, pisano cvetje, tudi čudež stvarstva. Jaz bi rada povesti še eno pesem, ki je blizu tej, ali pa ne, pa bomo videli, to je življenje. Bi še nekaj rada pripovedala. Prosim. Ko rečemo ljubezen je stvarstvo. Stvarnik je pa, ki nam daje ljubezen in nam daje življenje. Ljubezen je pa najlepšega, kar se nam lahko zgodi. Samo če znaš prav uporabiti to, ali da ga prav namestiš to ljubezen. No, Mogoče ne še, a zdaj pa še to lepo življenje, to pesem življenje. življenje. Kolo življenja se vrti. Vrti in ne postoji. Dobro, slabo, lepo, grdo. Vse možnosti se na njem vrtijo. Lepopotniki vstopajo, a s časom preminijo. Nekaj sem pa prebrala, da to naše življenje je začetek večnosti. Da se ne smemo bati. Vidite, enostavnost je više popolnosti, tako se mi zdi pri tej Terezinih pesmih. Ampak to sem hotela vprašati, življenje, ljubezen. Ali je to eno in isto? Vse sem daška. Jaz mislim, da je eno in isto. Zato, ki tista rožca, ko jo gledaš, je ljubezen, ki jih ne moraš gledati z sovraštvom. Pa mislim, ko se sprehajamo po polju, po travniki, pa gledaš, to čudeže narave, ne? Tu nam bi rekli, kriči, da je to ljubezen, ne? Naprimer, jaz, ko sem prišla na Mostric, pa sem šla v Sove, pa sem vonjala tisto von. Sova ima tudi svoj von, pa vrbina. Pa sem rekla, ja, se je tako, kot Mihaljevci. In tu je stvarstvo, tu je ljubezen. Za kmeta je pa ljubezen zemlja, ne? Tako, za kmeta je ljubezen zemlja. Ja, kmet sploh. On govorje, pa poseje, pa tisto seme, ko gali, pa jesen, ko pospravlja, to je za njega življenje, to je njemu ljubezen, življenje. In za obrtnika recimo njegov izdelek, za obrtnika njegov izdelek. Ja, obrtnik tudi svoj izdelek dela z ljubeznijo. Pa potem tisto, ko ta izdelek prejme, je tudi celo življenje ga gleda, je vesel z ljubeznijo in ga ima rad. Se pravi, da je to, kako sva postavili to tezo na začetku, je ljubezen je življenje in življenje je ljubezen, da je to eno in isto. Jaz si tako mislim, ja. In zdi se mi, iz vsega tega, kar sem prebrala, da ti prosto zaupate vsem življenju, ljudem, vsem ljudem zaupate, Bogu zaupate. Ali iz tega zaupanja, kako korenini to, ta vaša vedrina ali pa ta vaša dobrohotnost, bi rekla, da vse sprijemate, vse dajete z nekim dobrim. Vse skupaj je nekaj dobrega pri nas, karkoli se zgodi. Pa če je še tako hudo, vedno najdete nekaj dobrega. To nas uči naša vera, da smo bili dobri. Da bi delali dobro ljudem, da bi imeli ljubezen. To, ko je stvarnik nam podarja. No, samo včasih se pa to ljubezen izkoriščamo ali pa uskrunemo. No, vse
sorte. No, včasih pa smo tudi kritični, ne? Celo do Boga, recimo v pesmi Obup sem tako razumela. Ja, jaz imam v kameri v Številci, rečem, na mosti en kavčstor in tam se gre počivat. Tam imam pa sliko srca Jezusovga. In ko ne vem, kaj bi povedala se pa, no, se smislim na eno pesmi, pa kako rečem, Jezus moj pomladni cvet, kralj nebeške slave, sončni žar detinskih let, čuj srca pozdravi. Včasih pa tudi težave mu podložim, ne? Recimo v tej pesmi Obup na strani 22 malo. Obup. Oprosti moj Bog, žalosti, jezi v teži današnjega dneva, ki me daleč od tvoje ljubezni drži. Oprosti, da prosim samo za darove, zvečer in zjutraj, ko se zbudim, a šibo znova in znova dobim. Želim si kot moliti, kakor v nebesih, tako na zemlji, bi vladal pravični. Vedno te prosim za naše, moje polje, za zdravo okolje, za zdrave, Boga boječe ljudi. Ali se lahko to na zemlji zgodi? Zgodi se tvoja volja. No, tukaj se mi zdi, da je ta pesem kot neka molitev, ne? Ali pa je včasih molitev pesem. Rekli ste mi, da včasih zvečer, če ne morete zaspati, molite, pa nič. Kaj pa potem naredite? Rečejo, ne, te moraš, če ne moreš zaspati, moraš moliti. Pa če le nagri se, pa zmislim kakšno pesem. Zagmašno bi se reklo. A zapovedi ne zaspite? Ne, zapojem, samo si se citiram. No, eno prvih pesem pa ste namenili rojstni vasi Mihalovca, ne? Ja. Mogoče je povela. Nastalo je pa tako, da ste se vozili s kolesom mimo rojstne vasi, veliko iz Dolove do Mosteca, pa mimo Mihalovca, ne? Ja, pa zmerno sem se oglasila. Še doma. Tako da je včasih moj mož to ne rekel, gre Brežce, ko pride z Mihalovca. Zdaj pa na strani 28. Moja rojstna vas. A se to znate na pamet? Ja. Veselo prepeva mi koraki, postopa skozi domačo vas. Streljaj od ceste sred vasi, domačija mojega očeta še stoji. Tam nekaj stala hiša je lesena, ognjišče toplo, varen dom. Na malih oknih rožekravk je dišal, iza njih sem pogosto slišal slovenske pesmi, mili spev. Na smaki je poštenosti učila in skromnosti nam oče zgledajal. A mi otroci bili smo zadovoljni z vsem, kar nam ljubi dom je dal. Vse, kar lepega je hitro mine, a kaj, ko vsemu pride kraj. Odšli otroci vsak na svoje, a starši v večnost vživat raj. Ste imeli srečno otroštvo, Tereza, v Mihalovcu, kako je bilo? Pravijo, da se po otroštvu življenje pozna, ali obratno. Kako je bilo? Vem, da ste bili na paši Klavni. Moje otroštvo je kratko trajalo, sem ga pa izkoristila. Hodila sem na pašo, s knjigo pod pazduho. Moji pastirji so me vsi bogali, sem bila glavna. Še vse veli, kako je. Bil je Stanko, bil je Ferdinand, Felix, Tone, Ankica. S Ankico smo velikrat zapopevali na paši. Kaj pa ste brali? Kaj ste jih brali? Brali? Ja, kaj sem imela? So rekli včasih, ko sem brala, pa delam preverite. Pa sem jim kaj prebrala. Brala sem pa najresnjela pesmi. Mislim, to sem že velikrat povedala, Prešerna še bolj pa Gregorčiča. Pa se mi videla tako nekako bolj nesrečna. Prešerni ne, sploh je bil nesrečen v ljubezni, on pa Gregorčič pa v svojimi poklici sem je videl, da ni bil srečen. No, znam več
se mi pred tebe gada. Oblak ne ve in val nekam, kam nese me obuk ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje je ne smem. Pa tudi ne samo Grigorčiča pa Prešerna, brala sem tudi Kajuha. In to ste že na paši brali? Ja, na paši, ja. Ko sem pa večkrat že prebrala, sem znala že na pamet. No, naprimer, če Kajuhu povem, samo en cvet, en češnji od cvetih teči in bil. Odlomi, moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v ulico sedel. Odlomi ga, odlomi, draga. On bo odnesel ta cvet trpečim ljudem, da bojo spet začutili v življenju, da bojo spet začutili ljubezen in življenje. Tako da je malo naprej to. No, ampak to vaše otroštvo je zelo zgodaj prekinilo izgnanstvo v Nemčijo. Tako kot večina Posavja je bila tudi vaša družina izgnana. No, se sem rekla, Koliko ste bili stari? 5 let sem bila stara, ja, se zmislim, kako je bilo to žalostno, ko smo šli s tistim culam, ne. Takrat so redki imeli kovčke, kar vreče pa tako. Redki smo bili, no. A vsak je bil ponosen, vsak misli dal noben od doma. Vsi smo mislili ostati, noben ni šel rad. No, z tistih časov, oziroma za tiste čase je pesem Na mesto oče naša. Meni se zdi ravno ta pesem tako povedna tudi za današnje čase, za današnje migracije. Na mesto oče naša, ko ste lahko povedali, prosim. Ja, lahko. To je bilo pa tako. Pater Domini, ki je prišel k nam in je rekel, Tereza, kaj bi vi povedali ob obletnici izgnanstva, 45. obletnici, v Rajnburgi, v cerkvi. In on bi bil rad, je rekel, jaz bi rad, da bi povedali nekaj na mesto oče naša. No, pa sem tako. In je nastala pesem, ne? Na mesto oče naša. Glad nam pričal iz oči, a vsi bili smo brez moči. Svoboda daleč se ljudi. Le molitev vsak dan Bogu leti. Daj nam kruh vsak dan in oče ti, in da bi se vrnili, da bi se domov vrnili vsi, kjer rešeni se tebi zahvalili in vsak dan znova te prosili. Za mir doma, za kruh vsak dan, kruh za dušo in telo. Še bi dala nekaj o izgnanstvu. Takrat je bilo prekinjeno tudi vaše šolanje v školi številnih mladih. Posavljcev, bom rekla, no, če govorimo o posavljcev. 4 leta, tu se je poznalo. Jaz sem prinesla domov samo pol leta osnovne, prvega razreda. Tiste 4 leta so ljudje tako, kot bi zapravili, ne. Vse je bilo razbito, vse je bilo treba in porušeno, ne, in še so bile porušene. Treba bilo na novo vse graditi, vse orodje, vse je bilo treba na novo preskrbeti. Tudi žlice niste imeli, ne? Kako? Tudi žlice niste imeli. Tudi ne, seveda. In meni se zdi, da... No, pa potem pa še tu. Ta povojna oblast nas je pa tudi malo zatirala. Kmetje smo bili, mislim, skupine, drugorazredni, no, skupine so delali. Kmetje, delavci, potem borci so imeli tudi drugače privilegije, pa še eni, ki so bili višji. Tako da mi, kmetje, nismo imeli ne socialne zavarovano nič, ko sem imela Veroniko Bolano bolnico plačati. Sem gledala, ki dobila za tiste denarje, da bila kupila. Pa tudi tega izgnanstva, da vam nekako niso priznali, ne? Takoj po vojni izgnanstva. Ja, seveda ne. In mislim, da je ta kraj radi teh 4 let Posavje postalo bolj postalo. Ni tovarn, tako kot imajo Gorenci, pa obrtniki, ki so veliko večjih je gor, ne. Te smo ljudje nekaj bolj zaostali. Prav ta vojna se mi vidi, da je to naredila. Prav izgnanstvo, ne? Ja. Izgnanstvo še bolj kot to, ker se mi zdi, da
nekako in tole, to umakanje izobraževanja, ko niso imeli možnosti se za izobraževanje, se mi zdi, da ko ste šli v Nemčijo, ste bili recimo premladi za izobraževanje, ko ste prišli nazaj, ste bili že predstavi, veliko jih je moralo iti v službo, da so pomagali preživljati družino, čeprav so bili še mladoletni otroci, spomnili se svoje mame, recimo, kako bi se bila rada šolala, bi se ni mogla. Tako da se mi zdi, da je Posavje še kakšnih 30 let občutilo te hude posledice izgnanstva. Potem je bilo pa tako, da nešolani starši, revni starši, samo je bilo revno, niso dajali svojih otrok v šolo, ali pa recimo manj izobraženi direktori, niso zaposlovali bolj izobraženih ljudi. In nekako se je 30 let Posavje še po vojni vrtelo v tej revščini, v tej zaostalosti. Tako da so to hude posledice, se mi zdi, da se svet spet čudno vrti, ampak pojdimo na lepše domov. A ne je dom takšna lepa beseda? Dom je lepa beseda. Ja, seveda. Ja. Kako ste spoznali? Najlepše. Kako ste spoznali moža Tona, da sem hotela vprašati? Ja, tako je. On je prišel z vojske domov, in je prišel k mož. Vsi smo takrat hodili k mož. Jaz sem pa popevala na kolih. In smo gledali dekleta, pevke, pa smo rekli, to pa to ne dogorišče. Vsaka se je malo mislila na njega, Torej ste imeli hudo konkurenco. No, pa tudi vidno, ko smo pa šli, ko so fantje stali na placi, je pa Tone stal poleg svojega sošolica, Forlanovega Ivana, in je rekel, Ivan, čigavo je pa tisto dekle s tistim debelim kipom? Ja, je rekel Ivan, to pa moja sestrična Reza. Je rekel, če te ti nagovorim, pa je rekel, pet na veselico, na Enguški, pet na veselico. Jaz poznam čisto eno drugo zgodbo. A res? Ja. No, tako smo se spoznala. Na veselici nisem plesala, že jaz ti bolj za cajta prešla. No, počakajte. Svi to ne je rad povedal zgodbo. In on je imel čisto drugačno zgodbo, kako sem se spoznala. Ravno, mislim, da je bila ravno ta veselica, da je bila, Je rekel tako, šel sem Mihalovce na veselico in sem se odločil. Tista, ki bo šla zadnja z veselice zvečer domov, tista bo moja žena. In očitno ste priznali. Ja, se je še bilo res tako. Jaz sem prišla domov in je mama rekla, kje je pa stric ostal. In zdaj sem pa napil, bom tam kravaj naredil. Pojenga. A vi ste še po strica? Sem šla nazaj na veselico, sem zdaj zadekla, sta se že 100 let nekaj. Ja, sta se že nekaj grala. No, poklega pa, to ne ni vedel, da je to moj stric, drugač bi se bil malo držal. No, tako je bilo. Poklega bil pa on korak. Že ste šli po strica in ste zato bili zadnji. Kako? Ste šli po strica in zato ste bili zadnji na veselici. Ja, zato da nisem prišla po strica. Dobar izgovor, Ja, pa res je to še. Dobro. No, vaš mož dom? Ja, on je pa bil korajšen. Pogled pa kar naenkrat en večer pride. Pride moj oče Fišel, pa reče, jaz pa lepo berem za mizo in knjigo, ate pa reče, Reza, un fant po porišče mi je varenje preskočil. Pa mi je pogled to ne povedal, da ni mogel vrat odpret in da se lepo pred tastom osramotil, je pa preskočil varenje. No, tako se je pogled pa prihajal v nedelje, bolj poredko. Bolj poredko. Vem, da smo šla enkrat gledati planinsko rožo in tu je rekel, ne jaz kupil vstopnice. Je bil gospodar, ne? Ja, to. No, jaz moram povedati, da je bil stric Tone, Rezin mož, izjemno dober pripovedovalec zgodb. Jaz sem ga kot otrok neštetokrat odprtih ust poslušala in čakala te iskrive besede, ta temperament njegov, strašno lepo je bilo poslušati.
njegove zgodbe. Recimo, zapomnila sem si tisto, kako so Polišičeva družina recimo izgnanstvo pristala celo v Rusiji, ne? Na območju Rusije, ne? In so šli peš domov. Ja. Se spomnite, ko je povedal, kako so jih skoraj neko noč, ne vem, nekje na Mađarskem, ali nekje, pojedle, požrle to besedno mravlje. Se spomnite te zgodbe? No, vsega vedel, on je vsega vedel povedal. V tej zgodbi je bilo, poanta tega zgodbe je bila, da pravzaprav takole, nišče jih ni hotel prenočiti te izgnance, ne? Pod milim dnevom so bili cele noči in dneve in so peš potovali iz Rusije domov. In neko noč so naleteli, oziroma tam, kjer so spali na tleh, so naleteli na neke strašne mravlje, ki so jih hoteli dobesedno požreti, celo družino. In takrat se je Stone zaobljubil, da bo vse reveže, vse brezdomce vedno dal pod svojo streho doma. Zdaj se spomnite tega, ne? No in to je znal tako lepo povedati, da sem vedno smo rekli, še to zgodbo povedati, ne? Za mene je bila to zgodba, ampak to je bila kruta resnica, ne? In vedno ste prenočili zares, ne? Lojza in vse te, ki so tavali brez doma, vedno so biti Polišičevi našli. Jaz bi pa to zamerila. Ko so šli domov, ne, pa so bili strašno lačni že. V Sobotici so pa prišli tiste kmetice, pa so prinesli kruh. In je Micika, sestra Tonetova, Pepetovo srajco vzela in jo je dala za kruh. Pogledal pa, Pepe hübna je rekel, kaj sem pa jaz oblekel, ne? Bilo je, hudo je bilo, ne? Hudo je bilo, ja. Torej, so doživljali vse, kar to danes za bivolci pravzaprav doživljajo, ne? Še takrat. Se je pa s tisto Pepito tudi rimalo, ne? Ne bi Toneto, tudi rimalo. In rad je imel otroke, včasih mi je zjutraj rekel, pri Ireni luč gori, dete spet ne spi. To niso spali, to so vsi imeli. No, moramo to dojeti. S Tonetom smo se eno leto gledali, ne? 1. maja je pa bila svadba. No, pogled, čez 3 leta po svadbi se je narodila Veronika, čez 3 leta Ivanka, čez 3 leta pa še Ana. Jako sem bila vesela in so bile zdrave in lepe. Še danes so lepe, da se si jo v prvi vrsti. Od doma ste prinesli k Polišičevim tudi petje, je Polišičevi se ni tako pogosto pelo. Vedno se slišala jaz v naši hiši, kakšno petje, posebej v praznikih. In ene pesmi se prav dobro spomnim, mislim, da je bila v nekem ptičku, ne? 3 glasno ste pela nekaj takega s čirkami. Je bila tista, kako se je, ko bi jaz ptiček bil, se spomnite te pesmi? Ko bi jaz zvonček bil. A zvonček bil? In ptiček. Ja. Kako bi jo zapeli danes še za nas? A bi jo zapeli zdaj za nas? Ja, res, da je 3 glasno, bi mogoče kdo pomagal. Če bi Jožica prišla pomagati. Ne, a bi kdo pomagal iz publike, mogoče ščirke. Jaz se spomnim, da so ščirke lepo pele z vami. Ščirke so lepo pele z vami. Ja, ščirke so pele. No, da nič kdo pomagal, da smo publike. Samo ne vem, če bo šlo. A bi prišle ščirke. Ni Jožica. Ko bi jaz zvonček bil, kako veselo bi dan na dan zvonček.
nisem imela kopalke. Ampak drugo bi se šila pa sestra, to ne? Ja, sem pa šla moji sovakini. Ona bila Živilija Pevca, sem rekla Pevca, ka bi ti posudila kopalke. Pa je rekla, ja, bo. Takrat sem pa imela že Veronika, bila je 6 mesecev stara, ne? Prvo, imela sem jako dela, ne? Jutro, da sem bila še vsem jako v štali, pogled, dete skupaj, vse sem jo zrihtala, pa šla k Maš. Od Maše sem se pa oglasila k moji sovakini, v Živilji, ne? In sem v tiste kopalke sprovali, vse mi je pasalo. Takrat sem bila mlada, drugače zdaj. In pridem na Murino in tam je pa bilo katastrofa. Žrbica je zbolela, na paši se je vrtela, ne, vračala in so se je čriva zameštrale. Treba je bilo živino zdravnika iti. Avta ni bilo, telefona ni bilo, s biciklom. No, on je tudi prišel s kolesom, ne, s biciklom, ne z avtom. No, in so obračali s kopilo se in tam. Ja, je rekel tako, če bo šla od nje soba, bo zdravila, če ne bo pa crknila. No, je rekel, morate jo sprehajati. No, in je to nekaj sprehajal, jaz sem šla prvo dete pogledati, ko sem prišla, Veronika spala. Bi pa na plavanje? Ni bilo treba, sem rekla, zdaj je pa njem vedila, ne. In nisem šla še na to, še sem šla to nekaj povedala, ne. Sem rekla, boj ti zdaj, obedi pa mi jaz prehajala. No, pa se, pokaj sem to ugotovila, da je v vredi, sem pa rekla to nekaj, ka bi šla na plavalne tete, pa pojk je ligo, ne. Pa gre pele, dete pogleda, dete spala. Kaj sem rekla, on te pa gre. Maj, juni, 4-5 mesecev, da sta. 5 mesecev, ja. In tam so pa že dokumali, pa tiste ženske kraljice, ne, ko so prinesli pobole, da so rekli, Razva, pa ti greš plavat, pa imaš malo dete. Sem rekla, se ne bi dobila, ne? Bila je odlična prava. Ja, pogleba, ja, so pa reklamo naredili, češ, da pride z Izovjeva ena 100-kilska gospoda in plava. Pa ni bilo nič z tega, samo 300 ne. In to za mene še niso vedeli, kako vsi da znam plavati. Ste bili bolj novi. Eno mi Halemčan je pa rekel, Reda, da prvo dobilo. No, in na srednjo sali so nas zapeljali, je bil čun, smo mogli skočiti v sobo, vse tri naenkrat in smo plavali. Tam je bil pa štrik. Če si se za štrik prijel, si zmagal, ne? Če pa nisi, te pa odnesli. Tam so pa že čakali, tudi s šumom, da se ne odpira avtomobila. No, in jaz, ko sem plavala, sem štila enega mošalca. Zajažnega. Navijača, ne? Pa je pričal, Reza, ko vidim, da sem jaz zdaj pred unim pece, ne? No, in jaz takrat sem dobila 1000. Ne vem, kaj bo on tega naredil. Tako, nismo bili tako bogati. Tisto, kar smo dali, kar smo imeli, sem dala za živino zdravnika. S tem, ko sem pa dobila, smo pa šla na veselico. Lepo, no. Ampak Mose so prav zaznamovale poplave, ne? Poplave. Ja. Velike poplave so bile, hude posledice so bile, ampak Mose se to vseeno nekako imel kot nek vaški praznik poplave. Saj jaz sem tako izkovidel. Tu so pa precej se jih hodili do sobe, gledati. Ja. Jako jim je bilo zabavno. Tam smo pa postavljali nečeš ti kamenčke, mi pa vrgavanci šipce, da smo videli, koliko zarosla, ne, če pada ali če raste. To je bil poseben model ugotavljanja naraščanja vode in opadanja ravnih voda. In to je bilo zelo učinkovito, ne. Vsi so se nam sicer smejali, da je to iz kamene dobre, ne, ampak učinkovito je bilo, ne. Razen tega smo pa tako na Mosecu napovedovali, da je naslednja voda, naslednja poplava. Veste to, ne? Če je ta poplava, če je ta voda hitro odhajala, ne? Kako je bilo? Ja, če je hitro odešla, pokle... Je bilo malo sve poplava. Malo prišla. Še isto leto, pa to so rekli tako, ne? Če pa je vsa počasi odhajala, ne, to smo
vse ugotavljali ste predstavljali kamere, kamečko, potem pa spomljav mogoče čez eno leto, ne? Je pa grdo naredilo. Zelo. Tako kot imamo Savo, kljub vsem tem poplavamo radi do Mosec, imamo radi tudi pot v Gabanico, ampak prav žalostno je zavedati, da včasih zadnja leta že naša Gabanica. Ja. Vi ste napisali tudi eno pesem, Potok, o Gabanici, ko ste povedali, prosim. Ali bomo prebrali? Ne, samo ne zmisli. Stran 27 je. Ob izlivu potoka. Ob izlivu potoka leži mala vas, a potok k njej ni več okras. S kemikalijami zastrubljen, s kanali več že zakaljen. Če mu prisluhneš, ti veli, v meni več življenja ni. Odšli so tisti stari časi, ko v mene ribe so živele in race, goske, raj imele. Mali kopalci se plavam točili, mlinčke gradili, iz mene vodo pili. A zdaj, zaraščen, osamljen, se izlivam, grd, osramočen. Tako je zdaj. Včasih je pa bila čista Gabanica, tu se ribe šle iz Save gor, cele jate rib, se vidlo pogrejo. Zdaj pa v Gabav, zdaj so pa žalostno. Kaj pa je z našimi tremi vodnjaki? 3 vodnjaki imamo še ohranjene. Kdaj ste nazadnje pili vodo iz teh vodnjakov? Ali je bilo to samo za živino? Je se več razmislil, ni bilo. Mi smo imeli že pumpe, ne? Zdaj so smeti od teh 3 vodnjakov. Okolica je sicer urejena, 2 vodnjaki so pa smeti. Ja. To je žalostno. Ja, žalostno. Torej se ležemo si vejo, na kateri sedimo, ne? Uničujemo si naravo. Jaz sem rekla gasilcu, večkrat, ko smo imeli, ko smo še budali se stali, da bi treba počistiti vodnjak, ne? Da bi pa bi spet voda prišla nekaj. Vrnimo se k vašim pesmi. Na kakšnih 30-40 let pa zdaj ste začeli pisati pesmi, ne? Ali še več? Ne. Je bila to kakšna prelomnica? Pozno sem začela pisati. Je bila to kakšna posebna prelomnica? Ali ste že te Sem pesmi že nosili vse? večkrat povedala, da je bil v domovi, je bil literarni večer. In je učiteljica Kramarjeva, Rezika, hodila po vseh, pa je zbirala ljudi, kjer bi kaj znala povedati, ne? In je prišla tudi k meni, pa je rekla, da ne bi kaj pripravila za ta literarni večer. Je rekla, Zofka Žakarjeva že ima nekaj. Pa se tudi mislila, kaj pa ve, če ve, znala te ali ne. Pokle, sem se pa le odločila. No, tako je nastala ta lepa knjiga, Zvezda se utrne leta 2005. Ja, ste jo izdali, uredila jo je vaša vnukinja. Glavne zasluge je imela pa Darinka. Darinka je dala pa pobudo, ne? Ja. Ampak pravi porodnica je bila Tatjana Lučajn, vaša vnukinja, ki je danes tudi že doktorica in jezikoslovka, tako da imamo naslednika za to Mišiča, ne? Knjiga je žal pošla, ne? Razmišljate mogoče o Radisu ali o novi knjigi, postajajo nove pesmi? Nekaj malo. Nisem več, ni več tistega. Ja. Za leta. Če pa jaz pridem, če pridem gospe Rezine, pa rečem, da sem malo pa ena obletnica, imate kaj taka primernega, pravi nimam, ampak pridi čez pol ure bom pa napisala. Kako pa je pesmi razumel vaš svat, znanstveni, akademik, profesor, dr. Jože Trboližič, jezikoslovec, torej bil je specialist za jezik, kako je razumel vaše pesmi, vas je daj kritiziral ali pa popravljal pesmi? Ja, če v tom kaj popraviti, je rekel to ne, tako ne bo, kot ti napišeš. Drugače je pa, drugače je bil pa vesel, za vsako, ki je prišel domov, je rekel, ko sem kaj napisala, pa sem prebrala, ne? Včasem pa, če ni bilo Toneta niti Pepika, da je bila prebrala, sem pa, če sem kaj napisala,
sem pa šla k moji tašči, mami, ne, tole tu. Pa sem ji prebrala, pa sem rekla, kaj dobro? A je rekla, dosti je dobro. Še nekaj je dodala. Ja, včasih je pa rekla, ko sem, jaz sem rekla, jaz sem deklamirala, sem rekla, sem že v šoli deklamirala. Pokaj pa rekla, jaz dedla pa ti širali več kot Pepi. No, ampak Pepi se je zelo rad vračal in pogosto vračal v Mostec, vse do zadnjega, ne? Mogoče tudi zaradi vaše kuhne, ne? Zaradi vaše kuhine, zaradi vaše hrane. Dobro ste kuhali, pravi, zaradi vaše hrane se je mogoče vračal na Mostec. Ja. Naprej ni bilo šničko pa tega. Smo naredili pečenko, pa krompir, pa juho, pa kolač smo spekli. To je bila sladica, kolač največkrat. Pa štrudel, ne? Ja, štrudel, ja, to pa bilo že večkrat, čez teden tudi. Ja, veste, jaz sama sebi včasih pravim, da sem čarovnica, ne? Ampak za te Tolezo pa pravim, da je čarovnica. Kajti mi je štrudel, je čaroven. Vsi, ki ste ga že poskusili, veste, kaj mislim, ne? Alenka. Povejte mi, kaj date, oziroma kako zamestite ta štrudel, da pride tako čarovnik, da vsi razmišljamo o njemu, o mami, o otroštvu, o domu, raznežimo se vsi, kaj date v ta štrudel, prosim vas. Ljubezen, ga dela. Če ga dela, če nisem razpoložena, mi na rada. Pa vesela, pa ne vem, za koga ga bo naredila, pa mi porada. In tisti, ki ga velje najejo, je mi jako dober. Tudi tisti, ki ga veliko kratijemo, nam je dober. Povejte mi, cel večer smo razmišljali o takih mehkih zadevah, bom rekla, so tega sposobne samo ženske ali tudi moški? So vsega tega, kar smo se pogovarjali o življenju, o ljubezni, so sposobni tudi moški, ali smo sposobne samo ženske? Ljubezni, ja, so tudi so včasih nežni. Včasih ženske smo pa bolj tako mile, bolj znamo odpuščati, odpustiti. Moški so bolj tako, da dali po mizi, ne, če ni kaj prav. Mi pa bolj tako narahlo. Zato nikamo ne pridemo, ne? Eno lepo pesem imate o mami. Mati je pesem. Bi šlo? Mama je pesem. Pesem pa je neizpeta. V valovah se otaplja, v vetru gubi, do konca z nami živi. V žalosti solzo izvabi, veselju izbriše z oči. Mama je pesem, je maj, ki nas mladi. Tereza, ko bi ne bili takrat pred mnogimi leti prekinili gimnazijo, kaj mislite, kaj bi bili danes? Tak je Bog uvijek tako odločeno. Tako rekel moj oče, tako ti je odločeno. Ja. Kaj bi bili danes? Kaj ste si želeli postati? Učiteljica. Ja. Ampak prav to bi bili tudi pesmi. Čisto mogoče, da bi bili spet danes to na vsake primer. Ne, jaz sem rekla, da bi šla na učiteljišče. Pa ni bilo dana, pa bilo treba vse pripraviti, ne? Ni bilo, pa rekel, moče pojti v gimnazijo. V gimnaziji je pa bilo tako, ko sem prišla, da bom pojti na Paši, ne? Na Paši pa, namesto, da bi se bila tudi kaj učila, sem pa brala. Pa brala sem raje, ko se učila, ne? Zato pa ni uspelo. Ja. Kako nas ura preganja in če ravno se ne spodobi, moram vseeno povedati, kdaj ste rojeni. Soglašate s tem? Naprej, ja, 36, tako, 936. 936. leta in tole vašo knjigo, vaše pesmi, sama razumem kot en pravi priročnik za življenje. Preberite si, prosim vas, to predlagam. Tereza, hvala za vaš čas, za vaše pesmi in modrosti, ki ste jih delili z nami. In hvala za vso pomoč naši civilni pobudi na Mostecu
in našemu gibanju, spoštujemo svoj jezik. Prav lepo bi se rada zahvalila tudi kolektivoma Knjižnice Brežice in Posavskega muzeja Brežice za izjemno lepo, prijazno in tudi zelo učinkovito sodelovanje in upam, da bo tako še naprej. Vsem vam, ki ste uspeli priti, se najlepše zahvaljujem za to in želim vam še lepih misli. Tako noč. Jaz se vam tudi lepo zahvaljujem, da ste me prišli poslušati. Pa, če nisem kaj prav rekla, ne znam tudi tako knjižno govoriti, pišem lahko knjižno, govorim pa tako, kako mi pride, ne? In če čete, vam pa še eno zaprepevam. Prosim. In to bo spomin na domačo vas, na mojo sestro, ki me je to naučila, ne? Katera sestra? Več ali Moram malo spitno. Ena domoljubna. Katera sestra vas je? Zarka. Zarka. Ona je bila 11 let starja kot mene, ena pa 15. Jaz sem bila najmlajša, ne? No in ona tu popevala, pa mi je bila tako lepa, pa ko je večkrat zapopevala, pa sem že pep in sem se naučila. Krasen pogled je na ta božji svet, tra, la, la. Sinje ima gore, v gajih pevske zbore, na polje prelepo plove na oko. Domovina si krasna, ljubezen ti plati srca, tebi slava, domovina mi, čez poljane tvojega je, čez doline vinske kraje, pesmi naše naj tonijo, tebe dom proslavljajo, tebe dom naj proslavljajo. Draga Elena, ljuba Tereza, zahvaljujem se vama za odstrte zgodbe in prigode in tudi pesmi. Vesela sem, da ste se odzvali povabilu in nam razkrili delček vsakdana, ljubezni, življenja, tudi domačega mešanskega. Mnogokrat sta nas z nasmehom odprtih rok in z mizami polnih dobrot prijazno sprijeli v domači vasi. Na naše povabilo in pogostitev, ki smo jo pripravili v zaključku uradnega dela današnjega večera, velja torej zahvalo za vse to, vama in vašim sovaščanom. Radi se bomo družili in ustvarjali še naprej, bodisi v knjigobežnici in brali klopci prštirni na Mostecu ali pa med prednicami knjig naših knjižnih poezij.